Da, Gospod dragi, hvala ti resnično, da si ti velik Bog, da si ti moj Bog in Gospod Jezus, hvala ti, da lahko v tom jutri prihajamo skupaj v tvojem domu, da te častimo, da te slavimo, da se zahvalimo za vse, ko nam ti dnevno daješ. In Gospod dragi, hvala ti, da tvoja veličina nas obdaja, nas ščiti, Gospod dragi, in da znamo, da ti želiš nas imeti v svojo prisotnosti. Jezus, resnično bodi ti v tom jutri proslavljeni, skozi slavljenje, skozi tvojo besedo, Gospod dragi, in resnično delaj ti v naših srcih. Naj nas zahvalnost tebi spremlja v vsakodnevi našega življenja. Amen. Amen. Ja vas prav lepo pozdravljam v imenu našega odrešenika, gorstonjenega odrešenika Jezuša Kristuša. Zadnja nedela drugega meseca toga leta. Se zavedate, kaj je že zadnja nedela drugega meseca v tom letu? Pa par dni nazaj pa je novo leto bilo. Ste zadovoljni s potekom vašega življenja v tom letu? Hvala Bogu. Smo zadovoljni. Mnogi so zadovoljni, mnogi ne morejo biti zadovoljni, mnogi bi rade nočih živeli v najčešji okoliščinah. In hvala Gospodi za to, ka smo tu, gdje smo, in dobro je, ka v iskrenosti poglednemo same sebe skozi gledalo Bože drage svete reči. Večkrat to povdarjam, znate, nikdar je ne preveč, ka same sebe spominamo, kad je to pravo gledalo. Ne tisto, gdje se vidimo, pa, kako piše v Svetom pismu, za en trenutek pozabimo, kakšni smo bili. Posebno do starejšega čujemo, da si mislimo, pa to je še ne tok, sam še itak bole mladi, ne, ali gledalo pokaže pravo sliko in tok nam tu, to gledalo, Bože besede, pokaže pravo sliko našega življenja. In znate, da vidimo to pravo sliko, te se moramo dati odgovor. Kako mi živimo svoje življenje. Skozi Božjo besedo vidimo to pravo sliko in lahko napravimo tu analizo. Gledajte, da se kakšen dogodek odvija, navadno po tistom se napravi analiza, kako je potekal tej dogodek, in tudi v naši življenjih je dobro, ko napravimo analizo za voljo toga, kad te znamo popraviti tisto, ko je najdobro, ko je pa bilo dobro, pa ještě nadgraditi in tok ti iti naprej, da si damo to pravo oceno, ti leko napravimo spremembe tom, ki je potrebno. In moja molitev in moja želja za vsakoga med nami je, ka se vsaki dan bolje in bolje bližamo k Jezušu. Ka se vsaki dan bolje in bolje vsakoj situaciji, ka se bližamo k Jezušu. To, da te napravilo pravo spremembo v naši življenjah. Amen. Do štemo evangelije vidimo, kad su se koli Jezuša sigdar bili ljudje, sigdar su željeli biti v njegovoj bližini, se ga doteknete, ga koj pitate, ga koj prosite, sigdar su bili koli Jezuša ljudje. In v nedelu smo poslušali, kad je k Jezuši prišla ena žena z velikov potrebo svojega življenja, in v toj svojoj potrebi je ona želela ostati anonimna. Anonimna. Ne je želela, ka bi si to znali. Ne je želela, ka bi si to videli. Prišla je od nadzojem, prišla je na skrivaj. In predtem, ka malo pogledamo potek toga leta, predtem smo poslušali, ka so ništerne ljudje oddaleč kričali za Jezušom, oddaleč so kričali na njega in prosili Jezuša, ka bi se jih usmilo.
Drugi so mogli Jezuša gor zbediti, kaj bi njim pomogel v tistom vehejre, šterom so se znojšli zmotili, so ga pri njegovom počitke. Da vas što izmotili pri počitke ste fejs veseli? Ne, gel taka ne. Ale Jezus je sigdar pripravljen na odgovor. Sigdar je pripravljen ka človeke pomore. Leko bi še naštevali dogodke, na kakšen način so se ljudje srečali z Jezusom. In znate, da sem tok razmišljal od toga, da sem razmišljal od vseh teh srečanj z Jezusom, te sem ugotovil, kaj je najtjavko pomemben način, pač pa je pomembno pričakovanje. Pričakovanje, ko so ljudje v vere pričakovali od srečanja z Jezusom. In dragi prisoten, dragi poslušalec, dnes je popolnoma isto. Važno je, ko ti osebno od dnešnjega srečanja pričakuješ. Ko ti pričakuješ osebno od dnešnjega srečanja z Jezusom. Tu, zdaj, na tom mestu, mnogi so te bili v množice. Bili so v množice, poleg Jezusa in so ne doživeli nič. Nika. Medtem, ko so drugi šli z istega srečanja popolnoma spremenjeni. Haleluja. In znate, dnes, leko ti ideš z toga srečanja z Jezusom popolnoma spremenjene. Popolnoma spremenjene, leko ideš od stoga mesta, stoga srečanja, ale pa ideš domov takše, kakše si prišel. Odvisno je od tebe. Vsake se sam odloča, ali da dovolj Svetome Duhu, ka v njegovom življenju napravi spremembo. Znaj pa, dragi prisoten, dragi poslušalec, znaj, ka se Jezus zanima za tebe. Osebno za tebe, za tvoje osebno življenje, za tvojo osebno situacijo. Glito, kako je v uvode gučo brat Samuel. Dnes smo pogledali eden dogodek, štere se je odvijal istočasno, kot prihod tiste žene od zadaj k Jezuše, od šteroga, od koj smo poslušali v nedelo. Opis dogodka smo prešteli v Lukovom evangeliji. Isti dogodek opisujeta ještě Matej in Marko. Pogledali mo, kak je zdravnik opisal tej dogodek. Zmes pa tu napravimo primerjavo z ostalima dvema poročiloma. Leko stanemo gor v Božoj besede in v Lukovom evangeliji v 8. poglavje preštejmo 41. pa 42. vrstico in te 49 do 56. Luka 8, 41 do 42 in pa te še 49 do 56. Tok piše: Tedaj je prišel mož, ki mu je bilo ime Jair, bil je načelnik shodnice. Padel je k Jezusovim nogam in ga prosil, da bi prišel v njegovo hišo. Imel je namreč edino hčer, staro okoli 12 let, in ta je umirala. V vmesnem času, na poti, da je Jezus šel ta, se je zgodil dogodek, šteroga smo pogledali prejšnjo nedelo. In Luka te nadaljuje. Medtem, ko je še govoril, torej, da je Jezus ještě gučil tistoj žene, kaj je rešena za volo svoje vere, je prišel nekdo od predstojnikovih in rekel: Tvoja hči je umrla, ne nadleguj več učitelja. Ko je Jezus to slišal, mu je odgovoril: Ne boj se, samo veruj in bo rešena, ali bo ozdravela. Stopil je v hišo in nikomur ni pustil, da bi šel z njim, razen Petru, Janezu in Jakobu ter očetu in materi deklice.
Vsi so jokali in žalovali za njo. On pa je rekel, Jezus pa je rekel, ne jokajte, saj ni umrla, ampak spi. Posmehovali so se mu, ker so vedeli, da je umrla. On pa jo je prijel za roko in zaklical, deklica, vstani! In njen duh se je vrnil in tako je vstala. Ukazal ji je, naj dajo jesti. Njeni starši so bili čisto iz sebe, naročil pa jim je, naj nikomur ne povedo, kaj se je zgodilo. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za vse te zapise od teh velikih dogodkov, štere so se zgodile. In hvala je tebi, kad tu imamo sporočilo tu za nas, za naša življenja. Jaz te prosim, pomori nam razumeti tvojo reč. Pomori nam, kamo živeli po njej, kamo bogali to, kot ti praviš, kamo se popolnoma zanašali na tvoja obečanja, na vse to, kot ti praviš za nas. In daj nam modrosti, Gospod dragi, kad nemo obsojali, daj nam modrosti in moči, kad nemo kritizirali, pač pa kamo za istino v tvojo ljubezni sprejemali to, ko imaš ti pripravljeno za nas in ti sprejemali eden drugoga. Blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo reč, blagoslovi vsakoga tvojega služabnika, štere razglaša tvojo reč. Gospod dragi, blagoslovi mlado generacijo tom ženovlaj in blagoslovi ves tvoj narod, kjerkoli je vkuper zbrane pred tvojo drago frečjov. Za istino u nas pregovori v vsa naša življenja in napravi tom spremembo, ki je potrebno. To te prosim, nebeški Oče, v imeni Jezuša Kristuša, po svetom duhu. Amen. 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 Leko zavzemete svoje mesto. Neverjeten dogodek, jel te? Neverjeten dogodek. Kako veliki je naš Bog. Bog Biblije. Bog Biblije, kad se dogajajo takšne stvari in to, kako smo popevali tudi v pesme, ali vsakodnevno v vseh situacijah občudujemo njegovo delovanje, njegovo stvaritev, njegovo stvarstvo, ali pa samo te, da nas štoj na to izzove, da nas štoj na to spodbudi. Ne, naj bo stav mojega srca, tvojega srca, kad vsakodnevno v vsakoj situaciji občudujem njegovo stvarstvo, njegovo veličino in njegovo moč, štera deluje ještě dnes, to, kako je delovala te, da je Jezus odo po zemlje. Da želimo resnično razumeti kakšno stvar, kakšen dogodek, te je najzadosta samo, kad smo od toga dogodka ali te stvari informirani, kad smo s tem seznanjeni, kad smo seznanjeni s potekom, kako se je to dogajalo ali kad se to dogaja, pač pa, kad bi prav razumeli to, ko se dogaja, je to potrebno osebno doživeti. S poročilom leko samodelno razumemo situacijo, da pa to isto stvar osebno doživimo, osebno idemo skozi, te je naše spoznanje popolnoma drugačno. Spomina se enoga starša, štere mi je pravo, ka za njegovega otroka je edina možnost Božji čudež. Molili smo se za to. Tu, na tom mestu, molili smo se za to in to se je zgodilo. Zgodilo se je Božji čudež in še več takšnih stvari bi leko pravo in tu sam, osebno in znovka tu vi, smo šli skozi takšne stvari, smo doživljali to, ka je Bog napravo čudež. Ti velik si, delaš mnoge čudeže. To smo popevali. In to je istina, to je resnica. V tom poročili Božje besede smo prešteli od človeka, šteri je v svojoj brezizhodnoj situaciji prišel
k Jezuše zavolo toga, ka druge rešitve več ne vidio. Druge rešitve je več ne vidio. Zakaj? Imel je namreč edino hčer, staro okoli 12 let, in ta je umirala. Ta je umirala. Ali si, dragi prisoten, leko kaj takšega predstavljaš? Si leko kaj takšega zamisliš? Kaj bi ti to osebno doživljal v tvojem življenju? Znam, kako čin. Znam, kako čin. Znam, kako je, da ima tvoje srce samo 20 udarcev na minuto. Ja, to je počasno umiranje. Osebno sem to doživljal. In znajo to tudi starejše hčerke, štero se je srce za 7 sekund ustavilo. To je bila smrt. Ali Bog je velik. Bog je velik. In Bog je posegnil, kad sem ga leko tu. In kad je njova hčerka leko tu. Božja milost, to je taj veliki Bog, štero mi služimo. In taj človek, štero ga hčerka je umirala, je v toj svojoj navoli, v toj svojoj situaciji prišel s prošnjo k Jezuše. Marko pravi tok, kad je Jezuša prosil, to ga je prosil, z mojo hčerko je zelo hudo. Zelo hudo je z mojo hčerko. Pride, položi roke na njo, da uzdravi in da ostane pri življenju. Da se v tvojem življenju, v tvojem osebnem življenju dogajajo zelo hude stvari. Da je na pohode umiranje. Koma se ti zatečeš? Koma ideš? Koma bežiš? Gdje iščeš rešitev? Za ženo, od štere smo prejšnjo nedeljo poslušali, štere je prišla od nadzojan k Jezuši po pomoč, imamo zapisano. Tok imamo zapisano, kaj je ona pred tem, kako je prišla k Jezuši, je ponudila vse svoje premoženje, kaj bi njeno stanje bilo bar malo izboljšano. Pa nika ne pomagalo. Pa nika ne pomagalo. Vse je ponudila, vse je razkerala, pa nika ne pomagalo. Zato ga predstojnika ne vemo, kako je prišlo do te situacije, niti ne, kako dolgo je trajala ta njena slabost in njegove hčerke. Nika nemamo zapisano od toga, ali pri tistoj ženi imamo eden važen zapis. Ona je slišala za Jezuša. Čula je za Jezuša in tu Jair, taj človek je čul za Jezuša in je k njemu prišel po rešitev svojega problema. Aleluja. To je pravo mesto za rešitev tudi mojega, tudi tvojega problema. 2 življenje, 2 žene, štere ste bile na robe svojih življenjskih poti. Ena, štera je 12 let trpela. Bila je izobčena, nečista, bila je na robe finančnega zloma, bila je brez upanja, na poti počasnega umiranja. Ta žena je dolgo iskala pomoč pri zdravnikih, pri ljudeh. Iskala je pomoč, da bi bila odrešena svojega brezizhodnega položaja. Ona je iskala, ona je želela, ona je hrepenela po tom, da bi za njo bilo boljše, da bi v nekšnem normalnem stanje leko živela naprej. In končno je prišla do rešitve.
Končno je prišla do rešitve svojega problema zavolo toga, kaj je prišla k pravome, edinome odrešenike. Haleluja. Prišla je k odrešenike, štere leko rejše. In druga žena, štera pri svojih 12 letih niti ne zmogla, niti ne zmore prehoda v ženskost. Ta hčerka se je, zdaj tako povedano, izmuznila iz očetovga objema. Vojšlanje me je. Namreč med potjov, da je Jezus bil na poti k njemu domov. Jezus je bil na poti, ta je bil problem. Na poti k njemu domov je te pomemben človek, te predstojnik shodnice je dobo eno najtežje sporočilo. Najbolj boleče sporočilo za enega stariša. Tvoja hči je umrla. Ne nadleguj več učitelja. Gotovo je. Ne ima več nikšega smisla tvoje prizadevanje. Sprijazni se s tem dejstvom. Pusti Jezuša, no ide naprej po svojoj poti, po svojih načrtaj. Nega več nobenega optimizma. Dragi prisoten, dragi poslušalec, kako reagiraš na takšno sporočilo? Kako bi ti reagiral, če bi ti osebno dobil takšno sporočilo? Prva žena je imela 12 let vipanje. Iskala je rešitev, vendar si kdar znova je ugotavljala, da za njeno življenje, za njeno situacijo nega več nobenega optimizma. Jair je imel še zadnje vipanje. Šel je k Jezuše, še zadnje vipanje je izkoristil, ali da je že dobil tej kanček vipanja, da je Jezus že šel z njim, da je Jezus že bil na poti k njemu, pride sporočilo: Jair, za tvojo hčerko več nega nikšega optimizma. Mrtva je. Gotovo je. Dragi moje, vse to so bila v tiste trenutkaj gotova dejstva. Vse to je bilo v tistom trenutku stvarnost. To je bila stvarnost, to je bila realnost. Nega več nikšega optimizma. Ali, dragi moji, to je ne bil konec. To je ne bil konec. To ne bil zaključek teh gotovih dejstev zavolo toga, ka to je bil nekak. To je bil prisoten Jezus. Haleluja. Ne v množici, štera pritiska, ne v tistih, šteri se posmehujejo. Jezus je prisoten tom, gdje njeme ljudje vrđajo, gdje njeme ljudje popolnoma zavipajo, gdje vidijo v njeme rešenika, rešitela, odrešenika. Tista žena je imela hrepenenje. Samo ka se doteknem. Samo bar malo ka se doteknem. Niti ne imela hrepenenja, ka bi se primljala. Samo ka se doteknem. Imela je to hrepenenje, to vero, to zavipanje. Za mojo situacijo je potreben samo eden dotik. Samo eden dotik. In to moge napravila. To ga še napravite. Samo ga, nišče ne da niti znal za to.
Nišče ne da, niti to vidio. Jaz to želim napraviti, jaz sam trdno prepričana, kada je to zadostilo moje hrepenenje. Tom je bila njena osebna vera. To je bila njena osebna življenjska vera. In dragi moji, zgodilo se je tako. Zavolo toga, kad se je ona doteknila. Doteknila se je resničnoga odrešenika. Aleluja. In dobila je sporočilo. Hči, bodi pogumna. Aleluja. Tvoja vera te je rešila. Dragi moji, čitate Božjo besedo? To je edino mesto, gdje Jezus nekakoga nagovori tako nežno, tako ljubeče, tako osebno, tako sprejemajoče, tako sočutno. In to nam kaže na to, kako dragocene so njeme tiste, štere s popolnim zavipanjem v vere prihajajo k njeme. Hči, sin, tvoja vera, tvoja zavipanje Boge, da je menjalo tvojo situacijo. To je sporočilo tudi za mene in tebe. Jair, ob tistom tragičnom sporočile, on se je nej, te razočarane vrno sam domov, ka bi žaloval. Nej, on je ostano pri Jezuše. Ostano je pri Jezuše. Ostano je poleg tistoga, štero mi je zavipal. Ostano je poleg tistoga, štero mi je izpovedal svojo prošnjo in zavolal svoje vztrajnosti, je dobo sporočilo od njega, štero spremeni vse. Jezus njim je pravo tako, ne boj se. Ne boj se. Brat, sestra, dragi prisoten, ne boj se. Samo veruj in bo rešena. Aleluja. Zdaj, v toj situaciji je Jezus najpravo, ka je rešena, poč pa bo rešena. Bo rešena. Aleluja. In Jezus je šel ta, koma ga je Jair povabil. Jezus je šel ta, šel je na mesto, gdje je on želel, ka noj bude. Šel je v njegov dom. Jezus želi priti tudi v tvoj dom. Ta, koma ga ti povabiš. In znate, tom v tistom dome se je marsikaj dogajalo. Znova je bila tom množica, štere so bili razburjene, štere so bili glasne, štere so bili žalostne, štere so bili razočarane, nejevoljne, štere so se posmehovali. Ali, dragi moji, Jezus se je ne zadržal med njimi, Jezus je ne ostano med njimi, poč pa se je umaknil od množice. Šel je ta, ki je bil problem. Šel je ta, ki je bila smrt. Šel je ta, ki ne bilo več nobenega optimizma. Ali, dragi moji, Jezus je ne šel sam. Aleluja. Jezus je sjel vzel svoje najožje sodelavce in sjel je vzel tudi storiše te deklice. Ne je šel sam, ne je pustil ostale tom. Umaknil se je iz množice in šel ta, ki je bil problem. In, dragi moji, to nam sporoča, da Jezus želi biti blizu tistim, šteri ga želijo imeti v svojoj skupnosti. Kako smo videli začetke, Bog
štere je stvoril vse, ko vidimo. Pa vseeno je tok mali, tej veliki Bog, ki želi prebivati v mojem in tvojem življenju. V mojem in tvojem srcu. In potem na tom mestu je več njega nobenega optimizma, na mestu je več njega življenja, gdje se ljudje posmehujajo tom, gdje se posmehujajo tome, ko Bog pravi. Na mestu smrti, dragi moji, tom se je zgodil Jezušov dotik. Tom se je zgodil Jezušov dotik. Dragi moji, vsi mi smo duhovno mrtvi. In edino po Jezušovom dotike smo leko duhovno znova oživljene. In gledajte, Jezus je prijo tom tisto mrtvo roko in zaklicuje, zapoveduje, noj se vrne noj se vrne življenje. Haleluja. In njen duh se je vrnil in takoj je vstala. Haleluja. Dragi moji, to dela samo Bog stvarnik. To dela tej veliki Bog, šterega mi proslavljamo, šterega osebno poznamo, štere prebiva v mojem, v tvojem srcu. In dragi prisoten, dragi poslušalec, znam. Zavedam se toga, kad se tu ništa med vami soočate s stvarami vaše življenja, štere so najenostavne. Štere vam delajo skrbi, štere vas bremenijo. Znam, kaj je dostakrat težko razumeti, težko sprejeti, zakaj se to dogaja glede mene. Znam. Tukaj se včasih pitam v mojem življenju iste stvari, zakaj se to dogaja glede mene. In v takšnej situaciji sta bila, mislim si bar, tudi ta žena in tej predstojnik Jair. Težko jima je bilo, žmetno jima je bilo, nejsta razumela, zakaj glede v njune življenja takše pritiskih. Ali, dragi moji, pri obej opazimo, ko je najpomembnejše za vsakoga izmed nas. Ta žena je čula. Čula je, verjetno je čula o več čudežaj, štere so se zgodili po Jezuši in v svojoj notranjosti je ona sklenila. V svojoj notranjosti je napravila to odločitev, kada tu sama šlo po to za njeno osebno življenje. Šlo je v vere, kada se to zgodilo in Jezus je njo ne razočaral. Haleluja, haleluja. Jezus je to ženo ne razočaral. Jair je prosil Jezuša za svojo hčerko, pa čiglika je bila situacija brezizhodna, čiglika so vsi okoli njega v toj situaciji obupali. Ništa ne so se posmehovali. On se je vseeno držal Jezuša. Aleluja. On se je držal Jezuša in zavolil svoje odločnosti, zavolil svoje vztrajnosti, kada je ostalo z Jezušom. Znate, ko te se je zgodilo, kad se je njen duh vrnil v njeno telo in je takoj vstala. Aleluja. Teva dva človeka sta vse izročila Jezuši. Vse sta izročila Jezuši in splačalo se. Splačalo se je. Haleluja. In tudi v tvojem življenju, dragi prisoten,
dragi poslušalec, se splača vse izročiti njemu. Splača se vse izročiti Jezušu. Včasih izhod ne da takšen, kakšnega si mi predstavljamo, kaj bi bilo najboljše. Včasih izhod ne da takšen, ali da popolnoma zaupamo njemu, da se popolnoma naslonimo na njega, moleko sigdar šli v mere naprej v svojem življenju. Zato, ker on je veliki Bog. Dragi moji, zato se sigdar pitajmo se, ali je v mojoj situaciji, v mojem stanju, ali je v mojem vsakodnevnem življenju resnično prisoten Jezus. To da spremenilo vse. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe, kad si Ti tej, štere ne samo kad davaš vypanje, poč pa Ti včiniš, kad se to vypanje vide. Hvala je Tebe, kad se je to zgodilo mnogokrat v mojem življenju. Hvala je Tebe, kad se je to zgodilo mnogokrat v življenju mojih bratov, mojih sester, kad se je to mnogokrat zgodilo v življenju te crkve, familije. I hvala je Tebe, kad imamo to poročilo od toga, ko se je zgodilo v teh dveh življenjih, štere so prišli v veri k Tebe. Gospodra, in hvala je Tebe, kad nas to spodbuja, no i tu mi na takšen način prihajamo k Tebe. Zato, kad Ti spremenjaš situacije. In Jezus, dragi, hvala je Tebe, kad se to dogaja še dnes. No bo proslavljeno Tvoje sveto ime. Blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi vsakoga posameznika, v komkoli se nahaja, či glika je v brezizhodnoj situaciji. Gospod, dragi, Ti se dotekni vsake te situacije, dotekni se vsakoga življenja in daj Tvoj mir. Gospod, dragi, daj Tvoje življenje v vsako srce, kaj bi zaistino šli ohrabreni naprej. Kaj bi se čudivali tome, ko Ti delaš, to, kako sta se tudi teva dva stariša čudivala. Gospod, dragi, pomagaj nam, kaj s tem, ko Ti delaš v naše življenje, kaj s tem služimo tudi drugim, štiri te še ne poznajo. Boj proslavljeni Ti, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti od zdaj pa vse do večnosti. Amen. Amen. Amen.